Domačini, glasbeniki, tudi omenili smo učitelj športne vzgoje, ki bolj kot telovadenci švica po slovenskih odrih, Zvita Feltna, Blaž Gec in Teo Čebron. Dobro jutro. Kako sta? Košus, ne? Kje imate ostale člane? Eden je v bolnici, eden v službi. Oba sta verjetno v službi, ali zakaj v bolnici? Ne, eden ni v službi, eden leži in posli. Pošiljamo pozdrave. Ja, ga pozdravljamo nadaljavo. Matic čim prej ozdravi, zato ko vikend se bliža. Ja. Se imamo eno menjavo v igri, ma ni to tu, ne? Ne, to, nobena menjava ne je taka, kot original. Sicer, omenil sem, da švicaš bolj kot telovadenci, ne? Se mi zdi, da učitelji telovadbe, ne? Suska potrdi, če je tu res. Oni dajo nalogo, dejte tječ, dejte unu in se umaknejo. Grejo kje v tisto njihovo kabinet. Take izkušnje, veste vi. Ja, jaz bom tako, zmer sem v pivki. Jaz tudi imam. Torej si sam kafijatka, ali kaj se dela? Pa sem jaz edini normalen, ali kaj je učitelj? Ja, ne vem, Ali pa nenormalen? Nenormalen si, ja, nenormalen. Je nenormalen, Teo? Mislim, je kar normalen. No. Zdaj ne vem, kakšen je prvi v službi, ampak... Kaj to pomeni, da so kabineti, ali kaj? Ja, ne vem, kje si. Lej, mi imamo take, učitelje športne vzgoje smo imeli mi take, tako da pač si tudi ti tam noter, ne? Pol vidim, da jaz delam nekaj narobe. No, evo, danes bosta oba švicala v vlogi jutranjega VIP gosta. Če imate poslušalci kakšno vprašanje za Zvito Feltno, napišite na 041 760 300. Kakšno kavo lahko ponudimo, neki smo že? Že pijejo. Že pijete, kakšno kavico smo ponudili, no? Z mlekom. Mrzlim, ja, zelo dobra, ja. Cukr, kaj cukra? Ja, malo cukra, sicer sta prinesli dosti, ne rabimo toliko. Ne rabiste toliko. Danes imamo kar nekaj stvari za povedati. Prej si rekel med glasbo, da moramo večkrat omeniti kaj? Da, 22. maja Zvita Feltna pripravljamo veliki open air koncert ob 20. obletnici. Okroglih 20 let že praznujejo fantje. In Suska, ti imaš en spomin na Zvito Feltno, kaj pred 7 leti, ko so bili tukaj v našem studiu? Ne vem, koliko let nazaj je bilo. Prvič ste bili kar sem bila jaz tle na Robinu, in ko ste prišli noter je Maticu, se spomnim, padel faš kondomov poslja. No. Prav spomnim se. To je edini spomin. Ja, to je edini spomin od Suske, ko reče Zvita Feltna. Edini spomin. In to je lep spomin. Prvi spomin. Masta pol ponucala, ali kako jaz tam? Ne, je dal hitro v žepku, da ni bilo neč. Aha, sicer pa... To jaz ne verjamem skoraj. Resnica je to. Zakaj ne verjameš? Kdo je Matic? In kakšna firma je bila? Ne vem več. Jaz se spomnim, kot danes, ko so pali tam sem stala, jaz sem tam sedela na tistem mikrofonu, ste prišli noter in mu je palo ven. In tebe prav vznemirilo? Jaz sem povedala, od takrat je samo to. Prvič je pač, smo se pole smejali tudi na ta račun. Lepo, da ste se. Dobro. Sicer pa, kako se je zgodba Zvite Feltne začela 20 let nazaj, verjetno za šankom, ali kako? Ne prav za šankom, ampak začela se na enem privat praznovanju, namreč na Gorenjskem v Žabnici je imel prijatelj od mojega bratranca Andreja Geca, ki je ustanovitelj benda, je imel praznovanje ob osvojitvi državnega prvaka v reliju. In takrat je moj bratranc zbral eno to škvadro muzikantov in so šli gor bolj pit, ko je igrat, ne? Sigurno, ja. In to se je poznalo tudi na muziki. In so jih kar poslušalci oziroma prisotni poimenovali za Zvito Feltno in od takrat se je to ime pač obdržalo. Zdaj se dosti boljše sliši vse skupaj, ne? Tako. Evo, zdaj pa bomo preverili vprašanja naših poslušalcev, če imate še ostali kakšno vprašanje. 041 760 300, dejte napisati. In prvo vprašanje ima Beti. Kdo je bil največkrat na robu, da zapusti skupino, me zanima? So bile take situacije v življenju? Po moje je naš Matic, zato ko je bil zmeri bolan. Nismo vedeli, ali bo umrl, ali ga bo treba cemen urediti. Ja. Ne vem. Samo probleme smo imeli z Maticom. Mi smo se bolj med sabo pogovarjali, če ga vržemo ven, nekaj so taki problemi z njim. Ni on hotel iti ven. Dobro. Ja, no, vse tako je ponavadi pri bubnarjah, ne? Matic, če nas slučajno poslušaš, veš, kako te radi, ne? Radi, ampak mislim, da si pravkar dobil odpoved. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Imam prijateljico, ful pali na Teota in me zanima, kakšno je njegovo razmerje trenutno. Teo, dobro, da si ti v naši družbi. Zrato kar malo rdeč. Ne.
Kaj ne? Trenutno nisem na voljo. A nisi na voljo? Žal ne. Ja. Zdaj, ni na voljo. Ta moment, ne? Ta moment ni. Obstaja možnost, da... Ja, ne pokličejo čez, ne vem, pol leta, če bom prišel nazaj, kaj še nov komad ali pa kaj tako. Lahko čez pol ure. Andrej. A imate pred koncertom kakšen poseben ritual? Ja, imamo. Kakšen? Pred večjimi koncerti, ne zdaj jih pred vsakem, ampak pred večjimi špili imamo en tak zajebanski ritual, da se postavimo v krog in rečemo 3-4 mura. Ne vem zakaj. Mura? Ja, nimam pojma zakaj. Enkrat smo se tu posneli in smo dali na story in so nas takoj sklicali z nogometnega kluba Mura in nas povabili na VIP ložo na tekmo Mura Maribor. Sicer se nismo mogli udeležiti, ampak so bili ful ponosni, mi pa ok. Ok, Mura. Dobro, evo, lepo. In še zadnje vprašanje, Branko. V 20 letih ste verjetno osrečili kar precej oboževalk. Me zanima, koliko jih je bilo, kateri je največji zajec? Kjer je največji zajec? Ni samo enega, tudi Šempi nam je pisal, kdo je največji ženska ročterica. Ja? To je pa Branko, je opasen. Branko opasen. Kjer je največji zajec? Ja, se ne govori. Dobro, zdaj dveh nimaš, lahko rečeš Žan ali pa... Sigurno bi obtožljivo na 2, če bi se dalo, ne? Ja, če so mu kondomi padali tle po studio... No, evo, Suska je že odgovorila, kaj če bi. In če ne samo sklopi mikrofon, povemo samo tukaj, štirje vemo in to je to. Gremo na muziko, zdaj bomo svetljeni. In seveda veliki koncert se bo zgodil, zdaj pa vse nas zanima, kaj, kje, kdaj. 22. maj na petek na prizorišču v Dutovljah, to je znano prizorišče, ker so te žurke, prazni krane, pršuta in te zadeve, vsem poznano. Bo pa prizorišče zelo drugačno, ker bomo imeli drugi oder, ne bo tisti, ki je ponovadi uniziden, ampak bo drugi oder, drugače obrnjeno prizorišče. V glavnem, veliko novosti bo tam. Pripravljamo en tak spektakel s številnimi glasbenimi prijatelji in mislim, da bomo zadovoljili velik del, zelo širok nabor poslušalcev, no se mi zdi. Dobro, zdaj nas zanimajo, kdo so ti gostje, ne? Zdaj ste rekla, nič ne bova povedala, mi dva bova zdaj to zlobirala. Ajde, dajmo. 3, 5, vsaj 5. Načeloma, kolikor jaz vem, jih je 6 ali 7. Zdaj lahko kaj ugibate, ajde. Lahko? Ja, mislim, kjero smer moramo jeti? Ja, v našo zabavnjaško sceno, demo, ne? Ok, verjetno InDesign. Miran Rudan brez InDesign. Miran Rudan. Bravo. Aha, ok, Miran Rudan. Ok. Naprej? Dej, Suska, streli. Ne vem. Dajte se en namih. Ne vem, fehteri so zdaj in tudi... Bomo še videli. Ne, bomo videli, dobro, kaj je še zdaj? Eni iz Kopra. Ja, iz obalni. Tisti tekila, ali kako so? Tekila, bravo. Kam gremo še, ala? Pol so eni tudi tam malo zraven tebe so. Tam notranci. Niso tako zraven tebe. Ja, ma dobro. Ma kdo zdaj? Ja. Lej zdaj, ker še Sandi ne ve. Niso notranci. Dolenci so oni. Dolenci. Dolenci. Dolenci je en mlad band, tak. Vzrok? Točno, bravo. Vzrok. Pravi, imamo tekilo, vzrok, imamo Mirana Rudana. Ma zadosti, dej. Ne smemo vse povedati. Še enha, dajte. Ala, še enha. Imamo eno legendo na F. Na F? Legendo na F. Freddie Miller. Bravo! A si nora? Ja, Kje so ti to? Ja. A res? Legenda. Legenda na F. Če to ni legenda. Bo kaj za jaz, za 5? Za vsebo. Za vsebo? Sem mislil, da boš vprašal, bo kaj za jedslov. Bo za jedslov, da vem, bomo videli. Bo pa Laganini tudi tekom jutra, tako da ja, 22. maja bo treba v Dutovlje na tisto res ne Laganini, tam bo Clio Piči 200, tudi 300 bo šel verjetno tam čez, tako da ja, Zvita Feltna vstopnice so že, še bodo. So že zunaj. So že in jih je že dosti tudi prodanih, tako da ne čakaj. No, odlično, ne čakaj, bez Zvita Feltna! Ja, Clio Piči 200, ampak lej, mi pičimo zdaj proti materinskemu dnevu, ki prihaja, počastite kaj svoje mame.
Ja, ponovadi jih, ja, če se spomnimo. Zdaj smo vas mi, no, tako da evo, zdaj vejo. Mislim, kakšen sladkiš je zmeri zelo vesela, če prinesem, ja. Jaz sem te daruje že kdaj prinesel v 30 letih. Suska, kaj ti? Z njenega vrta. Jaz kaj podarim? Ja. Zdaj ne bom povedala, letos imam bolj veliko darilo. Ja, zato, veliko. Zato, ker pač varvata majhno in polje sem rekla, da si zasluži. Si dolžna, se počutiš dolžna. Kaj, bo še en dojenček ali kaj? Ne. Ja, bomo videli, da bo 22 spočet na Dutovljah, ne? Tako. Sicer pa vas pridejo poslušati tudi na koncerte v Dutovljah, bojo vaši starši? Seveda, da bojo, ne, morajo biti. Ja. Tudi treba kaj pomagati finančno, ali ste že mimo tega verjetno? Tu, hvala Bogu, smo mimo, so pa pomagali dosti, ja. Ma niti ne toliko finančno, kakor se mi zdi neka podpora. Prevozi. Fizična, kadar smo kaj rabili, kadar je bilo kaj za narediti. Kombi posodili, kakšen avto. Tako lepo. Zdaj smo pa nekaj igrali, Suska. Kaj ste pripravila? Imamo ene take lističe in boste mohla dopolniti stavek. To je za tebe? Okay. To je za me. Ja, to je pa za Teota. Tako da obrnite proti kameri in pokažite, kakšni so in kaj vse treba pokazati. Ne, po vrsti. Preberta in dopolnita. Dokončaj stavek. Kateri bo začel? Jaz. No, kar začni. Največkrat me opozorijo, da preveč štrkam po telefonu. Štrkaš po telefonu, ja. Ok. Da, štrkaš po telefonu. In kaj gledaš po telefonu? Ja, zdaj Cusko to zanima, ne? Kaj gleda on po telefonu? Nekaj ne posluša niti. Nekaj te ne čuje. Blaž. Kaj? Ne, veš kaj, berem že naprej jaz. Oprosti, sem mislil, kaj je že bil? Ejo po zdaj. Nas je zanimalo, kaj gledaš po telefonu. Ma problem je, da nič kaj pametnega, ne? Ja. Je dosti bo to sam nekaj, da je, ne z navade. Brez veze. Teo? Nikoli ne bi nosil rdečih hlač. Ampak nosiš pa rdečo bundo. To pa ja. Opazila. Zakaj pa hlače, ne? Ma ne vem, mislim, ni to. Okay. Imaš 3 barve, ne? Črno, modro in sivo. To je to, ne, za spodaj. Ja, ok, gremo naprej. Čakaj, rdeče brhašine pa ja. Boksrce, spodnice. Imam tudi, to imam. Okay. Ja. To si opazila. Neč, če sem jaz opazila. Sej ti si jih danes prav razgalila. Gremo naprej. Žena me vedno utiša z... ne vem, kaj to mišljeno utiša, mene nikoli, no. Mislim, težko me utiša. Si mislim, ja. V resnici. Okay. Zdaj bolj me nekaj opozori na telefon. Te opozori na telefon. Naprimer, ja, spusti telefon za dosti. Okay. V tem smislu. Zastopim. Teo? Najlepši sem, Suska bi rekla, v rdeči bundi. Ok, dobro je, v redu je. Se ti je dopal, kadar si ga videla v rdeči. Kje je bil tu bundu? Na mi nastopi si rekla zadnjič, da je jemu decembra rdečo bundo. V redu, ja. Gremo naprej. Vsako noč moja žena slabo spi, ker fejs smrčim. Ti smrčiš? Zadnjič sem bil na enem pregledu, ORL, sem šel neki za ušesa in tu so me vprašal ta doktor, rekel, smrčite, ne? Se neko, ja, zakaj? Ker imate prav v grlu, prav narejeno za smrčati. Je prav narejeno? Ja, je prav narejeno. Kaj vas to fejst moti, se neko, mene ne. Dobro, zdaj, če okolica ni fejst občutljiva, rekel, pol ni problem. Ni problema. Teo? Na živce mi gre, ko mi poči kakšna struna med koncertom. Ja. Greste pol takoj na pauzo ali se to improvizira? Ne, to pravimo pol improvizirati. Sem pa po mojem naredil rekord svetovni. Enkrat, ko smo igrali še v bivšem Vertigotu v Ajdovščini, ko mi je šla struna, sem poklical fotografa na oder, da nas je on slikal, med tem časom sem zamenil struno, to se pravi enih 20 sekund imam rekord. Guinnessov rekord, bravo. Gremo dalje? Še enkrat bi šel... Kaj ti jaz vem, kam bi šel? Še enkrat bi šel, kam bi šel? Še enkrat bi šel pogledati vsa prizorišča, kjer smo že nastopali. Wow, lepo, jih je kar nekaj verjetno, ne? Ja, bi bila kar dolga tura. Ja, in? Teo? Rad pogledam za... Za kom? Za kom? Ja,
Pazi, kaj boš rekel. Menda nisi samski, si prej rekel. Ja, ma samo pogledati. Ja, že pogled varanje, ne? Si zadnjič ugotovila. Ne. Na kitajskem te zjeprejo. Ne, tisto je bilo na turškem, se mi zdi. Ne, da všečkaš fotografije drugih žensk. To ne smeš. Ampak lahko pa pogledaš, ne? Isto sliko in je ne like. 2 od 4 zvitašu, a so si pravzaprav zvitašu, Teo in Blaž iz zasedbe Zvita Feltna, ki letos praznuje že okroglih 20 let. Dobro ti je rasela, Teo. Se ti mora dopad, da? Meni se dopade. Sam še Clio moram nabaviti. Ja, si videl, ko je dober vibe. Ja, še enkrat koncert, ne? Yes. 22. maja, petek. Dutovlje. Na prostem, open air. Pod milim nebom. Če bo dež? Pod zvezdami. Ne bo, kakšen dež? Dobro. Kao, res? Ne bo. Suska, kaj ti? Ne. Bojo mokre majčke. Ja, smo naročili, da ga ne bo. V glavnem spektakel, kup glasbenih gostov, posebni svetlobni, vizualni efekti, glasbena poslastica. Plesavke imate, sem vedela ponove. Tudi plesavke, vse nema, da nema. Dobro. Bor bo zagorel sigurno. Kdo bo zagorel? Kakšen Bor, ne? Tam. Bor, ja. Bor. Dobro. Bor Zuljan bo tudi gostel, kako? A je bil to namig? A bo tudi Urška Klakočar kaj zaprela? En Titanik. Če bo gorelo, bo Bor Zubljan, ne? Zubli. Ja, super. Nič bova rekla, hvala lepa za danes. Hvala, da sta prišla predstaviti vse te zadeve. In za konc bomo eno slišali, ne? Ok, bomo v živo vam zapeli zdaj eno našo uspešnico izpred, mislim, da 8 let, v dobrem starem Piranu. No, prepustimo se glasbi, samo še malo Teo, mičkano se ustavi. Casey Show. Tu bo glasbeni nastop v živo iz studia Radia Robin. Izvoli. Težko se ustaviti, ker greš 200, veš. Ok, en super plan, odklopil bom probleme, nocoj imam plan, k morju dol zavit. Čez Črnigav, me cesta k morju žene, čaka me klapa, da gremo spit. Kmalu bo že polnoč, pojemo na vso moč, tole bo dolga noč. Prijatelji moji, 12 je že proč, v dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil, v dobrem starem Piranu. Jaz imam plan, da plačo bom odpeljal, Piran je Giro na Jugofin. Dareva se od pufov, kaj spočije, zvečer pa s klapo naredit kažin. Kmalu bo že polnoč, pojemo na vso moč, tole bo dolga noč. Prijatelji z Robina, 12 je že proč, v dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil, v dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, v dobrem starem Piranu, si bom dušo nahranil, v dobrem starem Piranu. Zvita Feltna, samo polovica zasedbe, pa tako izjemno Suska. Bova šla 22. se mal zavrtiti. Ok, prav. V prvo vrsto. Smo. 22. Hvala lepa za obisk v našem studiu in še na, ne sam še 20, še na mnoga leta. Ja, smo še mladi. Ja, se zato. Jutranji VIP gost na Radiu Robin. Casey Show, Radio Robin.